Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji si bomo ogledali kraško hišo z burjačem, sodoben digitalni center in prenovljeno stanovanje opremljeno z odpadki, ki so jih oblikovalci predelali v unikatne kose pohištva in dekorja. Kevdar, pravzaprav hram, je bil odločilen, da se je gospod Igor odločil za nakup stare hiše v vasi Tomačevica na Krasu. Vrsto let jo je obnavljal, zdaj pa imamo priložnost, da si jo ogledamo. Danes smo na obisku pri mojem prijatelju v Tomačevici na Krasu, vasici, ki se nahaja med Komnom in Štanjelom. Prijatelj mi je z veseljem razkazal svoje domovanje, ki ga je obnovil. Kako je do tega končnega viteza prišlo, bo pa povedal. Ja, do tega nakupa je prišlo pred nekako 20 leti približno. Toliko je že od tega. Ne vem, ne spomnim se niti, kdo mi je povedal, da se na Krasu prodaja neka hiša. Sprva niti nisem bil ne vem kako navdušen nad to hišo, potem pa me je bivši lastnik peljal v klet ali hram, kot pravijo domačini. No in ko sem to klet videl, sem rekel, to mora biti pa moje. Sicer hiša ni prav ne vem kako stara, oziroma so ostanki neke stare hiše tukaj. Namreč domačini vedo povedati, da je bila ta vas vojno požgana in potem je bilo po vojni pač zidana tako, kot je pač bila. Igor, od samega začetka, če greva, kaj je bilo tisto, kar si ohranil od prej? Takrat sem naredil nek seznam del, ki bi jih rad naredil. Dobil sem nekega lokalnega zidarja, ker zidati pač ne znam. No in takrat je potem bilo tako. Dogovorili smo se, da bomo ohranili tisto prvotno, kar je bilo, pač zunanji videz, notranje seveda funkcije so čisto druge. Tako da, naprimer, pred tem prostorom je bilo gnojišče. Tam noter je bil hlev, zunaj je bilo gnojišče in na tem gnojišču je bilo kar nekaj tega kamna, ki smo ga potem porabili za to, da smo nadgradili burjač do višine portona oziroma teh vhodnih vrat. Tam je postal potem bazenček manjši. Ohranili smo dva prostora, ki sta bila prej svinjaka, z originalnimi tistimi vrati, pač restauriranimi, ki so bila takrat. Potem ohranili smo zunanjo peč za peko kruha. To je peč, v kateri se je peklo približno 3 hlebce kruha naenkrat, in pa prostor, kjer se je meso prekajevalo. Seveda niso Primorci tega delali tako, kot delajo drugi, danes so to čisto malo brinov iz brinovih vej so malo zakadili, no, in potem sušili na buri. Kuhinja je pa ostala, samo malo se je spremenila. Torej, bom rekel, dali smo isto noter štedilnik na drva z dodatkom električne plošče, pač ker poletje malo narotno, da bi sam drva kuril. Pak sam videz kuhinje je pa tudi še vedno ohranil tisto domačnost, tudi sam izbor pohištvenega dela kuhinje, pa jedilna mizja in stoli, so prav zanimivi. Te stoli imajo posebno zgodovino. Te stoli so bili narejeni v nekdanji Bovconovi vizarski delavnici. Krožna žaga, ki je bila v tej delavnici, se še danes hrani v muzeju Bistra. V Bistri? Ja, te stole pa delal moj ded. Kako lepa zgodba, ne? Ja. Urša, ti s svojo družino veliko prostega časa preživljaš tukaj v domovanju svojega očeta. Kaj vam je tukaj toliko najbolj všeč? V bistvu vse. To je pa lepo slišati. Z eno besedo, ja. Kras kot Kras. Je pa tako, mi smo tukaj preživljamo največ časa, v bistvu od februarja pa tam do novembra, tudi novo leto včasih preživimo tukaj. Veliko plavamo med poletjem, ko je bazen, veliko se sprehajamo, imamo tudi en tak manjši vrtiček. V vinograd si prideva spočiti živce, predvsem jaz pa mož. Takrat je, kada se v bistvu čas ustavno. Drugače pa
tale Kras tudi odlična izhodiščna točka, no, za iti malo v krog, za kakšne izlete. Trst je pol ure stran, tudi Postojnska jama, Škocjanske jame, Lipica. Vse te kose pravzaprav sem kupil naknadno, v glavnem, razen tega pianina, ki ga je nekdo prodajal za en majhen denar, so vsi te eksponati kupljeni na Bošnjaku. Ogledal je tudi kar veliko, pa lepih okvirjev. Ja. Ogledalo je pa dediščina po mojem očetu in to ogledalo je dobila za poročno darilo moja babica. To so slike tukaj dveh slikarjev. Ena je od akademskega slikarja Mika Simčiča, ostale dve sta pa od Marcela Valentinija, ki je delal legalne ponaredke. Clauda Monet, te slike sta ene od teh legalni ponaredki s certifikatom. Podpisom legalni ponaredek Clauda Monet. No, to pa mislim, da ne ve prav vsaka, ne, da so ponaredki lahko tudi podpisani in legalni. Lahko in mora imeti poseben certifikat. Te stene so bile prvotno ometane, potem smo pa razmišljali, kaj je pravzaprav pod njimi, ne? A je pod njimi tudi vse sorte, tako kot je bilo spodaj. No, ampak na presenečenje vseh se je potem izkazal ta kamen, takšen, kakršen je. Smo ga pa dobili tako, da smo stene v bistvu, na prvo smo jih tolkli dol, potem pa prali z visokotlačenim parnim čistilcem. Omenil si, da je bil kevder oziroma hram nekako tisti, ki te je najbolj prepričal, da si se odločil za nakup te domačije. Pa me zanima, kje uporabljate? Ja, seveda ga uporabljamo. Ne. Vsako leto je tam noter en sod vina, tam je 80 litrov. Pol ga pa, kadar ga kaj spijo, gremo pač iskat noter. Seveda pa moram povedati nekaj, ne. Včasih sem to vino prideloval sam. Seveda ne tako, kot so ga včasih. Včasih, recimo, če ste pogledali, noter je bila prav odprtina, skozi katero so metali grozdje noter v prešo. No in potem se je vse vino dovajalo tukaj. No, jaz sem ga pa to, potem jasno, večkrat smo modernizirali to pridelavo. Sem ga pri prijatelju v Dutovlah delal to vino, pa sem ga potem vozil sem in bil tukaj v Sodih. Ampak potem to je mnogo preveč dela, tako da vino je absolutno podcenjeno. Tistemu, ki je to klet kopal oziroma delal na kakršen koli način že, ne, njemu gre vsa zasluga in vsa hvala, da sem to hišo pravzaprav sploh kupil. Ker to mi je res en tak enkraten prostor, da težko ga opišem z besedami, ampak ko sem ga videl, se vedel, da to mora biti pač moje. V nadaljevanju si bomo ogledali poseben digitalni center z različnimi vizualnimi simulatorji in stanovanje, ki so ga arhitekti prenovili z izdelki oblikovalcev, ki predelujejo zavržene predmete, unikatne kose pohištva. Pred kratkim so v Ljubljani odprli poseben digitalni center simulatorji vožnje z avtomobilom, smučarskih skokov in potresov v virtualni resničnosti. Tam se lahko po videokonferenci pogovorite z zdravnikom, si na nevropitniku s pomočjo lastnih misli natočite vodo in na solarni klopi brezžično napolnite svojo mobilno napravo. Nekoč je bila veleblagovnica, ki se je imenovala Slovenija les.
Oblikoval jo je arhitekt Milan Mihelič, ki je veljal za poeta konstrukcije. Ustvaril je eno izmed pomembnejših stavb povojnega modernizma. Takšne palične zgradbe, ki podpira težo prvega nadstropja, kot jo lahko občudujemo v stavbi na Dunajski 20 v Ljubljani, drugje ne moremo videti. Blagovnice Slovenija le že dolgo ni več. Ostala je le stavba, v delu katere je pred kratkim nastal digitalni center Triglav Lab. Gospod Jaša, kakšen je namen tega prostora, ki ste ga poimenovali Lab? Ja, Triglav Lab je napreden digitalni center, katerega namen je, da ljudem omogočimo izkušnjo vseh storitev skupine Triglav v digitalni obliki. Komu pa je ta prostor pravzaprav namenjen? Triglav Lab je namenjen številnim ciljnim skupinam, tako mladim, starejšim, motoristom, skratka, res široki publiki. In tudi polnimo ga z vsebinami, ki so namenjene osveščanju na področju preventive, se pravi izkušnje in osveščanje o temah, kot je varnost v prometu, kot so naravne katastrofe, demografske spremembe in tudi opismenjevanje na področju zavarovalništva, ki mislim, da je dobrodošlo pri vsakemu od nas. Če stranka želi prijaviti škodo v domu, Recimo, da se mi zgodi poplava. Tako lahko to storite preko mobilne aplikacije Triglav Asistenca in vkolikor pač posameznik ni vešč uporabe takih orodij, mu tukaj to pokažemo za vse naše storitve in primere in potem v bistvu na olajšan način lahko to počne sam. Se pravi, v tem prostoru imate nekaj simulatorjev, ki simulirajo kaj in s kakšnim namenom? Ja, res je, imamo več simulatorjev. Eden od njih, mogoče najbolj prepoznaven tudi v slovenskem prostoru, je simulator vožnje, kjer imajo uporabniki možnost izkušati različne poligone in izpopolniti svoje vzorce vožnje z rezultatom večje varnosti v prometu. Na simulatorju vožnje lahko naprimer tudi mladi vozniki za upravljeno vožnjo na simulatorju si pridobijo ugodnost 50% popusta pri doplačilu premije za mladega voznika. Potem imamo simulator potresa, kjer lahko občutite 3 različne stopnje potresa in obenem je tudi v bistvu izobraževalna nota, kako ravnati v primeru potresa. Zdaj imamo postavljeno testiranje z VR očali, skok iz planiške skakalnice, iz naše velikanke, tako da lahko občutite, kakšne občutke v bistvu doživljajo naši skakalci. Tudi sami so to testirali večkrat in malo se pošalijo, da je vse enako, razen vonja po čevapčičih ne občutijo. Posvet zdravnikom in potem odkrivanje te zgodnje demence. Naprimer, upravljamo v teh zasebnih sobicah, ki so tudi opremljene z videokonferenčnim sistemom in omogočajo te rešitve in pa tudi zasebnost posameznikom. Kakšne pa so bile vaše želje in zahteve pri opremljanju tega prostora? Ja, za samo idejno izosnovo in rešitve smo želeli delati s slovenskimi izvajalci in smo si za partnerja izbrali GigoDesign. Naše izhodišče oziroma usmeritve so bile, da želimo prostor, ki bo pretočen, ki bo svetu, ki bo dihal in ki bo omogočil neko večjo modularnost za različne priložnosti. Idejno so prostor zasnovali v biroju GigoDesign. Izvedbeno arhitekturo pa so prevzeli v biroju 3 arhitekti. S kakšnimi rešitvami ste dosegli oziroma uresničili te zahteve naročnika? Prvotno smo se osredotočili na srednji prostor, ki smo ga pustili pač odprtega in pač pretočenega. Pač v njemu postavili videozid in tribuno. Tribuna je v bistvu večnamenska, tako da služi kot mobilna svetovalnica. Pri prostoru smo mogli še tudi to upoštevati, kako umestiti samo vizualno podobo zavarovalnice Triglav.
kjer smo pazili, da tega ni preveč, da je prostor bolj umirjen, da deluje bolj domač in da ni ta podoba preveč poudarjena. To smo pa naredili samo z parimi akcenti rdečih kvadratov in zelo ton v tonu narejen znak napisan na tej lamilni steni. V interjer so umestili ambientalne luči Eclipse, katerih avtor je Tilen Sepič, in žaromete Hunter podjetja Intralighting. Poudarek v prostoru so stoli Bitnik, ki so jih zasnovali v podjetju Gigo Design, izdelali pa v podjetju Donar. Čemu so ti stoli pravzaprav namenjeni, da imajo tako specifično obliko? Malo me spominjajo na kakšne knjižnice, ki ti dajo neko tako intimo, pa še kakšni zvočniki noter in potem lahko neke multimedijske vsebine predvajaš, poslušaš. Čemu je pa to tukaj namenjeno? To tukaj je namenjeno, da ti da možnost neke intime. V bistvu je namenjen za javne prostore, ampak da se lahko osebe not pogrezne in je tudi v neki nadgradnji, ima tudi seveda zvočnike noter. Tako da lahko bolj doživeto, na primer lahko se posluša muziko. Ta obitnik je dobil nagrado Red Dot Award za oblikovanje, prav tako pa tudi luči Intralighting so pa dobili Good Design Award, ki je pa japonska nagrada. Gospod Martin, veliko sva že povedala, dajva se še malo igrati. Katera igrača je vaša najljubša od teh simulatorjev? Simulator potresa, sigurno. Greva trest. Cool. Anja je obiskala prenovljeno stanovanje, opremljeno starimi kosi pohištva in odpadki, ki so jih oblikovalci predelali v unikatne kose pohištva in dekorja. Skupina oblikovalcev Trash Design oživlja stare predmete, jih nadgradi ali pa jim spremeni namembnost. Pri opremljanju interjerja kombiniranje sodobne arhitekture z starinskimi kosi pohištva zahteva posebno mero prefinjenosti, ki se v tem stanovanju zelo lepo pokaže. Celo več, arhitektka je v tem primeru k sodelovanju povabila skupino mladih oblikovalcev, ki iz starih zavrženih kosov pohištva izdelajo edinstvene kose dekorja. Katja, Ana, pozdravljeni. V tem stanovanju lahko opazimo ne samo enega, ampak kar ene par kosov pohištva, ki nam dajo vedeti, da so starinski predelani. Kako se je ta zgodba začela? Jaz pri opremljanju rada skombiniram kose različnih obdobij in različnih izvorov, ne samo stare, tudi nove, potem stare antikvitete, tudi samo starine, predelane kose in unikatne kose. In v tem prostoru se nam je pojavila potreba po baldahinu, po postelji, ki bo stala znotraj prostora, ki pa jo na trgu takšne, kot smo si mi želeli, ni bilo moč dobiti. In potem sem se spomnila jaz na Katjo, ker sem videla njene izdelke že pred 1,5 leta in me je zelo navdušilo. To je bilo na sejmu Ambient. Takrat se midva še nisva poznali, ampak po kosih sem jaz rekla, tak pa to naredil, ima pa talent. In tako sva potem s Katjo se spoznali in sem jaz povabila, da naredi ta baldahin. Ja, s strani Gašperja in Ane sem bila pozvana, da potrebujejo nek baldahin. Kljub temu, da smo bili v bistvu 3 arhitekti, na kupu smo imeli precej proste roke pravzaprav pri oblikovanju tega elementa. Kot je pa že v bistvu naše ime pove, je naše poslanstvo, da pa izhajamo z nekih že obstoječih oblik, ki jih nadgradimo in v bistvu te oblike narekujejo neko zgodbo naprej, kako bo končni izdelek izgledal. Pa te kose pohištva potem, se pravi vsaka zase, vsaka poišče, je to kot nek lov za starim pohištvom ali imate še kakšne ostale člane ekipe? Kako v bistvu sploh se najde tak edinstven kos pohištva? Ta Katin kos je predelan kos, tako da smo šli na lov za staro ograjo. To smo malo združno lovile, da smo to ograjo vozile. Tu se išče po eBayu, v starinarnicah, na bolšjakih, po bolhi. Kako ti iščeš? Ja, tako ta ograja je pravzaprav bila včasih ograja neke hiše.
ki je služila predvsem za zaščito in pa dekoracijo nekega fasadnega pasu. Zdaj pa je takšna, kakršna je, končala v tem baldahinu, ne. Mi se predvsem pretežno poslužujemo stvari, ki so že nekako uničene ali pa vsaj delno uničene in jih potem predelamo in z njih ustvarimo nek nov predmet, ne. Nasploh naša filozofija trash dizajna je, da črpamo inspiracijo z že obstoječih oblik in to je tudi ta vodilo, ki nas Aleša, mene in Jurija druži, da pač imamo neko skupno točko, da oživljamo stare predmete, jih nadgradimo ali pa jim spremenimo namembnost in s tem ustvarimo nove. Zdaj konkretno recimo miza, ki je bila eden izmed zadnjih naših produktov, je osrčje mize sestavljeno z okrog 300 žlic, ki nekako ustvarjajo nek ritem, dajo neko teksturo in pa interaktivnost mizi. Potem lestenec je bil isto sestavljen iz dveh odpadnih lestencev, ki so bile ohranjene dve bučke samo in smo potem to dekorativno steklo ohranili, izdelali nov obod in potencialno nekako je nastal nek nov produkt, ki se danes uporablja kot lestenec. Prav tako v projektih uporabljamo stole, ki jim manjka recimo podnožje in v osnovi nimajo več funkcije, ga lahko združimo, ustvarimo klop. Zelo nam je ljubo isto nek sam po sebi nič vreden predmet, kot je recimo papirnati tulec, ampak z nekim podvajanjem, z množenjem tega elementa lahko nastanejo potem celotne strukture klopi, stropov in pa različnih v bistvu prostorskih elementov, ki služijo kot dekoracija in pa hkrati tudi kot uporabni element. Med vsemi starinskimi kosi pohištva pa lahko v tem stanovanju najdemo tudi tale kavč, ki je v bistvu zelo modern, zelo sodoben, hkrati pa tudi otroški oblazinjen gugalnik. Kakšno je njuno mesto tu? Zakaj ste se odločili za njiju? Ja, jaz vedno poudarjam, jaz sicer uporabljam starine, Katja jih predeluje, ampak mi delamo danes s sodobnimi potrebami. Tako da seveda to v primeru kavča, to je kavč danskega proizvajalca, ki je specializiran za kavče v malih prostorih. Drug tak modern predmet, ki ste mi ga prej pokazala, je pa tale otroški gugalnik, ki ga je izdelala Nina Mihovec in je bil tudi nagrajen z nagrado Red Dot Award. To mi je bilo tudi nekako tako lepo vključiti v ta prostor, to slovenskost, te kvalitete, ki jih imamo pri nas, ne. Katja, vi gojite posebno vrsto strasti do starih kosov pohištva. Najbrž je posebna vrsta občutek takrat, ko recimo greste mimo kakšnega kosovnega odpada, naletite na kakšen tak kos. Kako pol steče ta zgodba? Ja, je poseben občutek. Pravzaprav že od nekdaj sem gojila neko veselje do tega, da za nekih morda niti ne sploh nujno starinskih kosov, pač pa predvsem meni osebno zanimivih kosov, ker je to lahko pač zelo širok spekter stvari, da nekako razviješ neko idejo o tem, kaj pa bi lahko to postalo, ne. In tudi tako je nastala naša skupina, ki se je formirala ravno zato, ker si delimo to strast do predelave nekih elementov in pa predvsem do novih možnosti uporabe obstoječih elementov. Ja, naša zgodba sega že kar nekaj časa nazaj in sicer takrat, ko smo formirali to bolj kot ne, takrat, če smo bili brez imena, skupino je v bistvu nastala ena taka iniciativa, da pa sami posežemo po orodju in tudi sami izdelamo kakšne stvari. In takrat je pravzaprav prišla neka hiša, ki smo jo potem tudi malo sami prenovili in ustanovili nek prostor za druženje, kjer smo potem tudi te zgodbe in ideje so se klesale naprej. Tako da pravzaprav zdaj že kar lep repertoar teh stvari nastal. Tekom teh 4 let, ko sodelujemo z Jurijem in Alešem, delali smo različne projekte, največkrat so to neke intervencije v prostoru. Predvsem pa je naša želja ta, da predmete, ki so uničeni ali pa vsaj delno uničeni, nadgradimo. V stanovanju je toliko zanimivih detajlov, da lahko z očmi večkrat obkrožimo prostor in bomo vedno znova opazili kakšno zanimivo, še prezrto podrobnost. Tu so starinski kosi pohištva ali predelani stari kosi, ki so dobili novo, osveženo podobo in funkcijo. Zelo zanimiva so vrata, ki vodijo v kopalnico. Narejena so po načelih Rudolfa Steinerja, ki je svojo smerjo zelo zaznamoval arhitekturo. Nekoč so bila to običajna vrata, a so zdaj, predvsem zaradi pomankanja prostora, postala drsna.
Vzorec na njih spominja na Kristusa z dvignjenimi rokami. Zaradi steklenega polnila pa v kopalnico, ki je brez okna, pripeljajo svetlobo iz predprostora. Zanimivi so tudi stari kosi pohištva, ki sicer niso antikvitete, a so s predelavo dobili novo vrednost in vlogo. Takšna je recimo televizijska omarica, ki je pobarvana na zeleno in okrašena s pozlačenimi listi hrasta, ki se ponovijo v dekorativnem svetilu nad njo. Ali pa nekdanja vrtna ograja, ki je zdaj pobarvana na belo in uporabljena v spalni galeriji kot varovalo. Še več vsebin s področja arhitekture, gradnje, notranje opreme in vrtov si lahko preberete na naši spletni strani www.tvambienti.si. Med drugim pa se lahko tudi virtualno sprehodite po objektih, ki jih predstavljamo v naših oddajah. Hvala lepo za pozornost, imejte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko vam razkrijemo dekorativne ideje za balkone in terase in pokažemo družinsko hišo v naselju Sveti Peter nad Dragonjo.